Raziskava je pokazala, da bi bilo vseh 15 stolpnic najprimerneje porušiti in nadomestiti z novimi objekti, vendar je 10 stolpnicam s primerno sanacijo možno zagotoviti primerno protipotresno varnost, kar pa bi seveda zahtevalo veliko denarja. Ljubljana namreč leži na potresno precej dejavnem območju, na katerem lahko pričakujemo tudi rušilne potrese. To pomeni, da na slabše grajenih stavbah lahko nastanejo zelo hude konstrukcijske poškodbe, lahko se tudi porušijo take stavbe, medtem ko če je stavba grajena po današnjih predpisih, to pomeni, da lahko nastanejo poškodbe, ampak ne pa take poškodbe, ki bi zahtevale življenja. Evropskega gradbenega predpisa Evrokod 8 ne dosega nekaj tisoč zgradb v Ljubljani, med njimi je mnogo stanovanjskih objektov. Isti raziskovalci več ali manj so sodelovali tudi pri tej študiji, so pred časom nekje ocenili, da živi, mislim, 86 000 Ljubljančanov v objektih, ki se bodo deloma porušili, pa bodo tako poškodovani, da ne bodo imeli več možnosti za bivanje. Znano je, da so najbolj kritične večstanovanjske stavbe zgrajene po drugi svetovni vojni v času do potresa v Skopju leta 1963, ko so v nekdanji državi poostrili pravila za protipotresno gradnjo. Vendar objekti zgrajeni v kritičnem obdobju ostajajo in pomenijo morebitno grožnjo. Stroka opozarja, da bi država morala poskrbeti za sistemsko rešitev, ki bi pomenila postopno zagotavljanje čedalje boljše protipotresne varnosti. Leta 1978 je bil sprejet Zakon o seizmološki službi, ki je pravzaprav z drugimi besedami zakon o protipotresni zaščiti, ki je marsikaj zahteval, ampak nažalost se ni izvajal. Zanimiv je način, kako so se protipotresne sanacije lotili na Novi Zelandiji. Država je opravila raziskavo in lastnikom potresno nevarnih objektov določila rok, do kdaj morajo stavbo sanirati ali nadomestiti. Po preteku tega roka, ki ga ima lastnik na voljo, potem država označi to stavbo za neprimerno za bivanje oziroma opravljanje dejavnosti v njej in to tudi označijo za novo tablo na fasadi te stavbe. Posebna težava v Sloveniji so tudi šolski objekti. Mnogo je bilo zgrajenih pred letom 1963 in so dandanes velika grožnja. Pri stanovanjskih objektih je precejšnja ovira zasebna lastnina. Pri javnih ustanovah pa država nima razlogov, da se ne bi lotila protipotresne sanacije takoj. V Sloveniji je 39 šol, ki so bili grajeni v tistem najbolj kritičnem času, 14 od teh je v Ljubljani. Po svetu imajo predvsem za šole in za bolnišnice imajo nek sistemski pristop, pri nas ga nažalost ni. Čeprav je pri protipotresnih standardih v ospredju reševanje človeških življenj, pa ne smemo zanemariti niti finančnih in gospodarskih posledic, ki bi jih zapustil uničujoč potres na območju Ljubljane. Različne študije navajajo različne številke, tam nekje med 3 in 13 milijardami evrov. To že je ranga slovenskega letnega proračuna, oziroma ga celo presega. Ker Slovenija leži na potresno dejavnem območju, seizmologi opozarjajo, da ni vprašanje, ali se bo močnejši potres zgodil, temveč le kdaj.